Da začnem osebno, da podam moje podatke. Moje ime je Jože Gorenc, izhajam pa iz kmečkega stanu Krškega polja. Rodil sem se 26. marca 1933, se pravi, nedavno sem doživel sedaj 88. leto. In v mojem življenju sem marsikaj doživel, nekatere stvari, ki so mi ostale v spominu, tudi z grenkimi spomini, bom poskušal danes prikazati in podati, tako da bi mogoče videli, ker ta del zgodovine, ki ni samo moja, ampak je tudi mojih rojakov, Slovencev, ki so bili izseljeni v Tretji rajh leta 1941, je približno takšno, kot je bilo moja, z nekaterimi dogodki, ki sem jih pa mogoče tudi sam doživel, oziroma jih pri drugih nisem poznal. Moram reči, da v taborišču smo marsikaj doživeli, ampak potem pozneje, da podam tudi moje, kakor se spominjam, mojih otroških let. Torej, sem bil rojen kot 6. otrok v družini, 3 so bile otroci ženskega, 3 so bili pa fantje. Oče je bil kmet, ne kulak, te zmrljivke zaradi svojega lastništva ne smo imeli, tako kot so rekli, pol grunta. In to je do 12 hektarjev, recimo, je takrat bilo nekako merilo. Če si imel čez 10 hektarjev orne zemlje, obdelovalne travnike pa njive, si bil kulak. Če si pa nismo toliko, mi smo imeli pa samo 8, pa še 6 hektarjev gozdov, krakovskih gozdov, je pa tu pa nas vsaj s tem niso zmerili po vojni. Oče mi je umrl, bil zelo delovni, seveda, da povem še očetovo del življenja, kolikor so meni drugi povedali, ker jaz sem ga malo se spominjal, ker so poskušali nekateri, ampak 2 leti pa sem bil star, ko je umrl, se pravi oktobra leta 1935. No in iz tistih časov, iz spomina mi pač ni ostalo nič, rekel več, razen tistega, kar so mi drugi povedali, ker sem seveda govoril, sem že nekako s prvim letom, kot je tisto, kar je za otroke take starosti običajno. Pozneje sem pa pokazal neko zanimanje za tehnične stvari, za tehniko. Nekako sem tudi že kot mali otrok razmišljal, da to bi pa tisto potem, ko sem začel šolo hoditi, pa ko sem malo poklice spoznal, sem nekako rekel, da to bi pa bil, če ne drugo, pa šlosar, kot se reče, ključavničar, se pravi. No in za 4 leta pa pol je sestra starejša, to je do jesen, 4 leta pa pol sem bil star, 1937, sem prevzel prvo službo, če tako imenujem, sem postal pastir. Jaz sem pastir, torej kot pasel do svojega 6. leta in 6. leta je šel pa sosedov tudi v šolo, sosedov, ki je bil pa 10 mesecev starejši od mene, zdaj pa z njim sem se precej družil. In pa so bili pa mlajši, ker naša vas je bila mala, to je vas, ki je imela okrog 120 prebivalcev, tam 20 do 25 hiš. Tako je to življenje potekalo in seveda z vsemi dogodki, ki so jih pač otroci, ko smo jih otroci pač doživljali sami zase,
nekaj po nazoru staršev, nekaterih stvari sem šli pa tudi predaleč, pa tudi med pastirji vse sorte slišiš. No in tako pa šlo potem tisti čas za v šolo, torej meni je matematika, pa pozneje tudi fizika, kemija, to so bili moji najbolj priljubljeni predmeti in sem imel to tudi ceno vedno 5 ali pa vsaj 4. Tehnika mi je pa zanimala, bom pa tudi omenil koledarja, mi smo doma naročen, tole vejo, Bogoljub je bil pa Slovenec. In za Slovenca smo dobili tudi koledar, kjer je bilo noter zanimive stvari. In tam je tudi bilo o oborožitvi zelo veliko napisanega, tudi o Hitlerju, pri nas Italijanov niso marali. Potem moram reči, da Hitlerja tudi ne, tudi mama je zelo veliko načitana in veliko brala. 22. junija 1941. leta Nemčija napadla Rusijo, nas je prej bil še obračun z Poljsko, ki sta jo Nemčija in Rusija, Stalin in Hitler oba združno napadla. In si pričakovalo, da ti dva sistema ne bosta šla skupaj, ker oba hočeta biti ta glavna. Zdaj pa Hitler si je čutil močnega, ker on si je skozi pripravljal za vojno in res je čudo ustvaril, 6 let je Nemčijo potegnil iz revščine, ampak civilno ljudje so bili zelo revni, to smo tudi videli, ampak on je za vojsko vse dal. Torej, to je bilo nekaj neverjetnega, mi smo Hitlerji sovražili, ampak samo pri sebi, mi si smemo pa to povedati, veste, nekomu, torej tako so nas učili, da ne boš kaj proti Hitlerju, kaj rekel, ker otroci, veste, tudi v takih časih prej dozorijo. Koliko časa ste pa potem vi obiskovali šolo? Ja, veste kaj, to je pa tudi značilno, veste, ravno za dani čas pa bom povedal, kaj jaz mislim. Glejte, jaz sem 5 let zgubil vse, leta 39. sem začel, 41. 6. aprila so Nemci napadli Jugoslavijo, je bil konc šole, niti spričevala nismo dobili, sploh ni noben tudi ne spraševal, ker smo vedeli, da tudi, kaj če spraševati, ker smo poznali, Hitlerjev sistem. In smo pač šli v taborišče nič, smo se v glavnem potepali, mama, ker je bila zelo stroga, da mama ni pustila, da bi se potepal, ko še okrog hodil. Če bi bilo kaj koristnega kot na pašo, jasno, tisti je bilo samo po sebi razumljivo, da na paši bilo treba jeti, ampak to če kaj drugega delati, ne samo v štalj porihtati, v hlevo, kot pravimo slovensko. In mi smo zgubili tam 4 leta, šolske leta, smo imeli zadnje leto, da ne bom to spustil, je prišel eni družini Jože Juričič iz Čerešnic, to je tam na Krškem polju, kot oficir je prišel v taborišče k svojim staršem. On je potem nas leta 1944 do konca vojne nekako imel tisti čas, enih 8 mesecev, da smo matematiko, je rekel, zgodovine ne bomo se učili, ampak matematiko imam zemljepisa, pa recimo zlasti ulomke, tako da sem to matematiko za gimnazijo, sem pri njemu vse dobil že. Drugo pa nič, torej 5 let pravzaprav zgubljenih, razen matematiko, pa nekaj mojega fizike. Drugo pa ni bilo nič, gledajte, in jaz sem za 16 letom vsem naredil 49. leta nižje gimnazije, trajala sem 3 leta, vse ni bilo treba narediti izpit. Tist smo imeli izredno pridno učiteljico Prosenovo. Ona je nas naučila nekako mesec pa pol za pripravo na izpit za nižjo gimnazijo. No in jaz sem se tiste, ki se nisem znal učiti, sem se vse na pamet naučil.
ampak to je bilo grozno naporno, pa slediš komaj pisati, znal pa sem prebrati tisto, kar sem napisal. Veste, prej smo imeli pa tudi eno leto, to je bilo 46 leta, 45, 46, šolo, 45 smo imeli res šolo, ampak je bil učitelj, nas je harmonika, imel klavir na harmoniko in smo v glavnem prepevali Hej Slovani, vratelji k soncu svobode, brigade, nabrusimo kose in tako dalje. To smo peli pa, na zvezek smo pa en zvezek, mogoče, ki je bil za 40 strani, pa dobro polovico, če samo napisano. To je bilo vse. Dobro, zdaj pa, kako je z okupacijo? In zdaj za okupacijo, gledajte, mi smo imeli polet, 41 leta so nas vse poklicali v Leskovec na šolo, tam se šole ni bilo, ampak so pa nas cele družine, pa so popisali, pregledali vse, kjer ima neke mogoče židovske ali znake, da bi izločili, pa so razdelili na Volksdeutscherje, teh skoraj ni bilo, potem Schutzgehörigkeit, to se pravi zaščitene narodnosti, to smo bili mi, potem pa tisti, ki so bili od verlehtih, torej osumljivi, tisti pa so pozaprli. No, so tam upisovali družine z vsemi podatki, pregledali, spravi glava, ušesa in tako dalje, in so tako razdelili na tri vrste Hrvatske. Koliko je bilo Volksdeutscherje, ne vem, velikih ni bilo. Potem, koliko je bilo pa, nas večino smo bili taki, ki smo bili izseljeni, z naše vasi so razen v eni hiši so imeli dojenčke, tista je ostala doma do 6. meseca, da je bil dojenček star. Potem sosednje vasi ravno tako. Gledajte, nas so popisali in boj so tudi, da bojo nas izselili. No in kako izselili, sem povedal že, vojak je prišel tam nekako po 10. kjer dan je to bilo, pred Svetega Martina ali pozneje, z kopitom od 6. da moramo biti pripravljeni, prej smo mogli že vse v zaboji pripraviti, da bo si tisto pozneje za nami poslali. In so res to poslali. Za nami pozneje, sedaj nekateri tudi niso dobili, si izgubilo, ali so pa tam, kamor je prišlo, da se kaj zamešali. To se pravi, z vaše družine je kdo šel v internacijo? Ja, vsi razen starejše sestre, ki je bila pa v gospodinjski šoli in je ostala potem tu v Ljubljani, nekaj časa pa je šla pa na Dolenjsko k sorodnikom. Se kaj spomnite, kaj je mama vzela s seboj na pot? Ja, veste kaj je, tisto, kar je bilo v obleke, ni bilo tako veliko, pa seveda za par dni tisto, kar je za jest, čeprav v Reichenburgu so nam tudi toliko obrok pripravili in so nas izselili, odpeljali s temi vojaškimi transporterji, so pa šli v vas, odpeljali v Reichenburgu. Kako so pa izgledali ti transporterji? Ja, to so bili, veste, kot dolgi, kot avtobusi sicer, ampak niso imeli nič brati od strani, samo klopi. In se z obe strani se je lahko stopalo noter, so bili vojaški transporterji. In nas so peljali, tam smo v Reichenburgu, so nas uštali, nekako predelali so, tako da so deske dali kot neka ležišča za recimo eno ali drugo družino, to je bilo razdeljeno, če je bila večja družina, večji tak prostor. Zdaj, tisto je bilo tako nesnaženo, tudi manj otroci so bili, to je bilo obupno, v kakšnih razmerah. Jaz se spomnim, samo hrano so tudi dali, samo smo imeli še nekaj samo. Tisti je bilo neokusno. Zadnji dan, to se pravi, dvakrat smo prispali, so nas tam okrog zjutraj, no je bilo 7-8, so nas zbudili, pa še ponujali, moji domači so mi nekako, daj saj bo nekaj toplega pojej, je bila ena fižolova juha, ki smo delali, pa sem tiste nekaj pojedel in ko smo šli doj, veste, po tistih serpentinah iz grada direktno na postajo,
tam sem začel bruhati, slabo mi je bilo in sem rekel vsakemu bruhu, doktor je bilo kaj. Potem smo se odpeljali tam okrog po 10:10 na mejo, na Štajersko, tudi preko Maribora in Dunaja. Kako ste doživljali to, ko ste zapuščali svojo vas? Ja, hudo je bilo. Vedeli nismo nekako nekaj, nekateri so rekli, nekoč več ne. Težko je bilo. No in v taborišče smo prišli, potem pa en dan pa pol smo se vozili. Drugi dan, se pravi 10. smo šli, celo noč se spomnim še pogoja, ker sem čul, jedlo nisem nič, ker mi je bilo slabo. Tiste 2 dni in potem drugi dan smo pa okrog polnoči prišli v Nemčiji ob Labi, oziroma Elbi, v Nemčiji bila že Elba, naprej bila pa na Češkem Laba. No, to je bilo pa Bad Schandau, to je bilo pa lepo turistično mesto. Sicer v mesto nismo, to prvo nismo smeli, pol pa tudi otroci nismo hodili, da se ne bomo zgubili, pa starši nismo za to, ampak okrog taborišče smo pa, mi smo bili po levi strani Elbe je proga, pa tudi neka cesta, jasno, na desni strani je bilo pa naše taborišče, nedaleč od Elbe stran, mogoče 200 metrov od reke, ali pa še toliko ne, pa remontne delavnice za ladje, delnice, bilo polno ladje, rečnih ladje, ki se jih popravlja, niso novi gradili. No in tam smo tudi včasih tisto ogledovali, ko smo smeli ven iz ograje, ker do 2 ali 3 mesece nismo smeli, pol pa so bili tudi čakali. Niso nič, tudi odrasli niso nič hodili delati, ker so sveta računali, da bo Rusija, da bo Nemci Moskvo zavzeli, pa se je potem to ponesrečilo in potem so nas smeli naprej, kaj bo pa sedaj, ali bo je nas tudi rekli, zdaj bo je nas pa pobili, no to se sreči ni zgodilo, ker moram reči, da lagerfirani, kjerkoli, niso kazali nekega sovraštva do nas, v nebenem taborišču, ampak njihove pomočnike, nekatere pa ja. V Hammerleidsdorfu smo bili 6 mesecev, pa so nas preselili in pa v zadnjem taborišču smo bili pa 9 mesecev, smo imeli pa en Poljačin bil, ki zgleda ni bil to čisto pravo, ampak zelo fanatični nacist. Nas je pa za vse Hitlerjeve praznike, tam zbral smo mogli priti mesec drog, zastavo so gor potegnili, pa nam je v nekih besedah, koliko je znal pač povedal, so rekli nekateri, so rekli, še na koncu vojne, ga bomo pa mi gor potegnili, njega. Če opišete recimo en dan v taborišču, kako je izgledal? Poglejte, taborišče, mi smo v prvem taborišču smo imeli svojo sobo. V nekem področju, ki je bilo včasih Kraljevo, bila 3 zgrade so bile. Eno je bilo uprava, jedilnica, hrana, neke vrste volane, ker sem tudi bil, sem imel mumps, pa sem tudi ležal gor, seveda zdravnika ni bilo, ampak to sem priležal, ampak se jih sreči dobro končalo. Potem 2 zgradbe smo imeli pa, so bili večji prostori, tam je bilo tudi več družin, posebno če so bile manjše v eni sobi, no mi smo bili svojo sobo, tudi kurjavo smo imeli na plin, tako da v prvem taborišču saj zebilo nas ni, ker stenice, to je bilo grozno, to je pa veste lesene, te ležišče, 2 nadstropje smo spali, jaz sem navadno gor spal, enkrat bi malo padel, sem se zadnji trenutek še ujel. No in
kako se je začelo. Zajtrk je bil, kakšen, veste, pa nas bi rekli tu prežganka, ni bilo neokusno skratka. Ali pa je bila kakšna kava, pa kos kruha. Tudi kaj še zraven včasih, ne. No, kruha jaz sem dobil kot otrok, do 10 leta sem dobil 20 dek kruha na dan. Odrasli, potem, ko sem bil 10 let star, so mi povišali, ne vem, 25 ali 30, ne. In odrasli so imeli 30, ne sem bil 30. To kruha, po mojem, tudi zdaj, ko ga bi bilo čisto dosti, če bi bilo drugo kaj. Ampak druga ni bilo v redu, ne, ker je bilo nezabeljeno, krompir, kolerabo, ne, in tako dalje, za kosilo je bilo pač, kakšno je bilo, preživeli smo, ne, težo so vsi izgubili, tako da, ampak bolanih pa za čuda, veste, vsi se nekako, jih je upanje držalo po koncu odrasli, pa starejši tudi, ne, da skoraj ne bilo umrlih med našimi, ne. Potem šele, ko smo prišli domov iz taborišča, šele pol jih je veliko umrlo, ne. Ne samo zaradi tega, ker je bilo veliko tako v taborišču, ali pa če nekatere, ali saj pol leta še slabši, ne, ampak zaradi tega, ker pač samo, da sem doma, da mu domače zemlje, domače zemlje pokopan, ne. No, potem seveda zvečer, jasno so mogli biti, 3 mesece smo mogli biti zaprt, potem, ko je bilo veliko snega, so pa mobilizirali odrasle, so pa sneg v mestu organizirano, jasno, kad delovno nasilje je Hitlerju pomagovalo, so pa mogli moški, so pa še pa zjutraj šli, zvečer, proti večeru so pa šli pa nazaj, ne, jasno, v mraku že, ker je pač kratek dan. No, tako smo preživeli, otroci smo pa, veste, hodili, potem tudi tam za Labo, ne, na desnem bregu Labe, 100-200 metrov so bili ta naše tovorišče z dvoriščem, pa potem cesto, pa si uspenil en gorski grebenček, mogoče 30 metrov, tam si pa zdvigalo prišlo gor, posod si, ponekod si dalo tudi peš pride gor, da je bilo bolj položno, ne. No in tam smo potem, so imeli pa eno opico, pa enega medveda, tisto smo otroci, če ni bilo nebenega dražili, ne, ker bo za nas nekaj novega to, ne. A je mama hodila na delo? Mama ne, teta pa ja. Teta pa tudi odrasli drugi, mama pa v prvem ne, pol pozneje je v kuhni pomagala. Tam je bil Lagerfeuer tak manjši postave, ampak mlad živahen. Poročen je bil pa za ženo, ki je bila malo močnejša, pa vsaj tako velika kot ona, pa malo večji, ne. Ampak ona je bila v cesti in potem po zimi je bilo veliko snega, 44 na spomlad, in so avtobusi niso mogli voziti. In Nemci so ostali doma, naši so šli pa peš. Je rekla, zakaj Nemci ostani doma, logeraši, torej Slovenci, morajo pa peš skozi snežni metež. In potem je prosil Lagerfeuer mojo mamo, če bi jaz lahko šel, pa sem jaz šel peš gor, ker je bilo tudi par kilometrov, sem pa šel tisto klonjavo, sem še enega starejšega, ki je komaj še hodil, srečo tudi enega domačina, ki je tam doma, tudi z Krškega polja, oziroma v tistih gričih, 5 kilometrov od nas, ne. Pa sem rekel, ja, kje so pa drugi? Ja, je rekel, drugi so šli naprej hitro, jaz pa ne morem, ne, bil malo nadušil, ne. Ja, sem rekel, sem prišel, Lagerfeuer pravi, da lahko domov. A lahko? A je Lagerfeuer to rekel, ne, si to dbal. No in on je potem se obrnil, pa šel nazaj, jaz pa seveda v kratkih hlačah, nogavice so skoraj zmrznil. Ja, težko je bilo, no. Zvačan dava se nas po približno 7 mesecih preselili
to je bilo sred leta, maja ali junija leta 42, v Hammerleibsdorf. No, tam smo bili zopet samo 6 mesecev, kratek čas. V drugem tovorišču nas je bilo pa, smo bili po eni opuščeni tovarni, ki je bilo več nastropna, tri nastropja. Spodaj je bila kuhna pa jedilnica, kot so rekli, potem je bila soba v prvi nastropju, v drugi pa tretjo, in nas bilo po vsake sobi tam 120 približno, 120 približno, no. Bilo nas okrog 450. A se kaj spomnite, katere narodnosti so bili? Ja ne, sami Slovenci smo bili. Sami Slovenci? Sami Slovenci, ja. Ja, vseh Slovenci je... V vseh teh taboriščih ali? V vseh taboriščih sami Slovenci. Tretje taborišče je bil pa Ajbov, smo pa prišli glih za Božič, malo pred Božičem tja, so pa nam slovesno pripravili, tam je bilo pa zelo v redu in tam nismo pogrešali recimo kruha. Ker je bila druga hrana, tudi Lagerfeuer je začel, da nekako pokazal, tudi do nas je rekel, lačni ne boste, res da kruha in raznih dobrot ne bo, ampak pravi, lačen pa ne boste. Lagerfeuer v tem tovorišču Ajbovu, to smo bili 8 mesecev, okrog 70, 75 do 80 nas je bilo, ko se spominjam, časno več, tudi v času, kjer odselil, umrl ni nobeden. Takrat so bili pa izredno prijazni do nas, zlasti v tistem tovorišču. Pa marsikaj tudi in v tem, ko je zasliševal, tukaj tudi Branto zasliševal Lagerfeuera. In ga je dvakrat zaslišal, torej za nemško vojsko. In brat, to pravi, ga lepo nagovoril tako, kot je Gestapo, z istimi sedem, ker je to po nalogu Gestapa mogla narediti, da se ni Gestapo umešal. In zaslišal, pa zgleda, ni bil v skrbeh, veste, če bi njega najbrž je razmišljal, tako da brat bil nekako prečenje, da ga je pa še enkrat zaslišal za nemško vojsko. Ali se ne bi res hotel za novo domovino boriti, ker on je rekel, ja, pravi, mein Vaterland ist kaputt, rekel, jaz nimam domovine, mi smo zgnanci in spadamo v zaščiteno nacijo, ampak nimamo pa dolžnosti, da se borimo, tudi Hitler je bil proti temu, ker Hitler je bil počasti, da bi se nekdo za Reich boril, ki ni njihov res predan zvest Hitlerjevi Nemčiji, Reichu. No in moj to drugič tako povedal in so potem ga v tem primeru, v tem tovorišču iz policije. A so vas sicer v taborišču kaj pretepali? Ne, tovorišču, da bi kar tako ne. Veste kaj, sploh pa ne javno, da bi pretepali, ne. V zadnjem tovorišču, kaj se je zgodilo, ker so rekel malo štrajk imeli, pa je Lagerfeuer ni bilo, je pa tisti Poljač, ki sem ga že omenil, ki je bil nekako malo premaknjen, je poklical, nadomeščal ga, pa je poklical Gestapo in je prišel Gestapo v tovorišče. Mladi so vsi šli čez cesto v gost gor in niso prišli do večera nazaj, ker niso vedeli, kaj se dogaja. Gestapo je pa dva starejše, ker se niso umaknila, niso vedeli, kaj odpeljal in je čez 2 meseca Lagerfeuer prosil, da jih vrne nazaj, da niso nič kriva, nekaj tako je bilo slišati in sta prišla res nazaj, veste, sicer sta še lahko hodila, ampak sama kost po kože. Še to bi povedal vsem, da so nas za Božič pa za novo leto, takrat smo prišli ravno decembra, v tem tretjem tovorišču, so nas postregli torej lepo v zvečerjo, no in povedali tudi, da lačen ne bomo in res nismo bili tam,
ampak potem smo šli po četrto tovorišče, pa je bilo pa spet precej slabši, veliko slabši, ne. Torej, četrtem tovorišču, Gross Rickerswalde, no in tam smo bili pa leto dni, ne. No in najdalj, ja, ampak je bil pa najslabši, ne. No in tam sem jaz, pa bila ponudba Lagerfeld, če bi hotel jaz biti za pastirja, tistem 2 meseca v jesen, 3 mesece niti ne. In sem rekel, bom, ne, in to je nasprot vizavi, je bila pa gostilna tovorišča, ne. In v tem gostilni, tam smo s Češke se oskrbovali, s pivom je bilo izredno, črno pivo, to je bilo izredno, tisto smo se nekako ga tam lahko privoščili, ker tudi otroci smo tudi naredili, da smo, to je bilo poceni, ne. Povedali so mi, sem tudi sam hljev, ko sem imel konje noter, potem pa govejo živino, ne, pit krav, in tisto sem imel na pašo, ne. Tam so me, prvi dan so me pokazali, kje bom pasel, ne, in sem tam pač vsako popoldan, samo enkrat na dan, igral na pašo, ne. Pa svede kakšne, pecivo sem mi točil včasih kaj dal, ne. Ja, steklenico piva so mi dali za seboj, pa tisto režen kruha in tisto sem jaz, to je bilo moja, veliko tudi pa kosilo, ni bilo za kosilo tam kaj dosti, ne, dobro pa tako ni bilo. Šol niste imeli? Šola je bila pa tudi z druge strani ceste, ne, Lagerfeld in mami je pa rekel Lagerfeld, je rekel, da je že on tudi učitelju predlagal, da bi nas šel živo v šolo, ne. Lagerfeld je bil za to, ne. Veste, kaj mu je učitelj odgovoril? Je rekel, da gre raje na rusko fronto, kakor da bi nas učil, ne. Sem imel pa ponudbo tudi, mama mi je tam kot za pastirjem in tudi to povedali Lagerfeld, če bi hotel jaz časopis raznašati, ne. Ker prej to en Nemc delal, približno mojih letih, pa če bi malo starejši, ne, pa ne vem zakaj, sem pa isto rekel, bom, ne, samo ne takrat, če nisem vedel, to je bilo pa, tako da sem dobro 2 meseca to vodil in sem to dobro zaslužil, več kot brat, ki je delal cel dan. A se vrnemo zdaj še na transport nazaj? Prišla osvoboditev, mi smo fronto dočakali otroci, smo fronto dočakali ne v tovorišču, ampak otroci smo pričakovali, da bo te tovorišče, ki je bilo nekako v eni taki dolini, ki je bila s vsake strani imela rahlje svetine, potem pa zadnji polja, ne, pa gozda je bilo 2 do 3 kilometre, jelov gozda smreke v glavnem, polje pa polje odprto, ne, in smo pričakovali, da bo tam prišli fronta ruska, ne, in smo hodili gor gledati, nekaj časa, pa smo do poldan in popoldan čas hodili, ko smo pričakovali. No in res enega smo pa videli tam, da se je prikazala pa vojaška kolona, tudi 2-3 kilometra daleč po cesti. Smo šli pa dol in smo otroci povedali, da fronta prihaja. No in so se res tukaj obrnili, dol po tisti smreko gozdu je bila taka, rekel, malo boljša gozdna pot, urejena, ne asfaltirana, no in so tam v tistem to dol prišli, pokalo, veste, kot res, da bi bila fronta, nekaj nevega Nemca, ker so že prej, že 14 dni prej, so orodje polno tam, orožje tudi smetali v eni, rekel, taki dolinci, ki je bila pod cesto, ne. No in tam smo tudi mi tisto gledali čas, pa smo, že ko so prišli Rusi in osvobodili, tista prva linija, torej, rekel, frontna linija, ki je prišla, ni bilo nevenega odpora, ampak streljali so pa Rusi kar v sabo in so enega svojega tudi ranili, ne, smo še gledali, ko smo potem kar rokava tukaj odrezali, pa so ga potem povedali, je to v roko, tole streljali, rano, ne. Prvi so bili tudi dobro oskrbljeni, tudi bratov je eden, kar
ponudil na škatla cigareto, 100 cigaret je bilo noter, bomo je kar šenkonjo, ne. Pa je potem za cesto on čaka, čeprav ni bil kakšen navdušen kadilc, včasih kakšnega prežal. Otroci smo pa tam tudi med tistim orožje zbirali, veste, kaj smo naredili. En mitraljez smo dvignili šarac, ne. To je precej težko, tako da smo ga dva nosila, pa smo šli, koliko nas bilo, 6, 8, pa smo ga nesli gor na tisto, na gibno brežino in v gozdo jamo naredili pa zakopali. Rusi, ko so prišli, so vedeli, da je to tovarišče, so rekli, no zdaj pa svoboda, zdaj pa uživajte, ne. Samo zmanjkali vsega, veste. Tako da so potem tudi suho kolerabo, rekli so štendelci kolerable, ne. To je bilo tisto, veste, ki je imela take korenince noter, ne. Če poznate mogoče. In tisto so narezali, sušili za vsak slučaj. In tisto smo dobivali pa malo kruha. Pol je bila blokada, tisto, da so Amerikanci z avionom celo mesto skrbovali z avioni, nekaj so bili dostali, da je to neuspešno, pa je dovolil, da posuhim jim prepilijo, ne. Ali pa se malo počlovečil, ali kakorkoli. Vendar je bil stalno spor, ker so pač tisti v Berlinu malo boljši živeli, kot drugi, ki so bili izven v vzhodnem delu Berlina, ne. Pa se pa začelo govoriti, da bomo pač šli zdaj domov. Pripravljali domov, jasno kam. Domov, nazaj domov, ne. Ljudje so bili svedi veseli, kar težko so verjeli, ne. Ker tudi niso vsi poznali, kako da si je vojna res, ali je res končala, ali samo tukaj pri nas. To je bilo 7. maja. Čez en teden smo že šli. Veste zakaj? Zato, ker en mesec pred fronta prišla do nas, ne, je ogromno Nemcev to noč in dan, kolona tam mimo tovarišča, so bežali iz vzhodne Nemčije proti zahodu, ne. No in jasno, zrede velikih je pa tudi v vzhodni Nemčiji ostalo, ne, in jih nisem več kam dati, ne. In smo mi morali se čim prej umakniti, ne. Tam smo dobili jasno tovarišče, nisem več kaj več dati. Amerikanci so en kamion pripeljali in moke in nekaj take hrane, da smo nekaj vsaj imeli razen vode in kruha, tako ni bilo, ne. Smo pripravili, zapakirali tisto, kar nismo mogli nesti. Ne vse nos s sabo, kar ne boste mogli nositi. Greste na vlak, ker ne bo tudi prostora. Bomo to že pripeljali in da bo to za nami poslali domov v Slovenijo, ne. Nikoli nismo tega videli, ne. No, potem bo nas transport 14. maja. No in na tem transportu 14. maja dopoldan smo se odpeljali in smo 24. junija prišli pa domov na postajo Videm Krško. Ampak kako? Prišli smo do Češke, dobili smo uradno, je samo kilo suhega kruha, naša družina, ne. Potem tisto smo delili, pa malo vode, druga ni bilo, veste, ker smo ostali, smo videli, koliko časa bomo ostali, ker smo se približno polovico, približno 21 dni smo bili na vlaku in se tudi oskrbovali, ustavili, živeli na železniških postajah ali pa tudi postajo, če bilo treba počakati. Ko smo prišli na Češko, so nas odpeljali v Brno, šola, ki je bila na zunaj kar v redu, znotraj je bilo pa stopnišče porušeno, so tisto leseno naredili, prostori so bili kar v redu in tudi hrana je bila kar v redu, tako da tam smo saj spet večkrat k sebi prišli, tam smo bili 14 dni, potem pa spet tam vlak pa naprej na Madžarsko, vodo je nas kapetan ruski, bolj male postave, izredno živahen, večkrat opit, kar trezen, ampak dobričen je bil, mi smo kar za njim hodili otroci. Prej ste omenili, da so bili Čehi zelo visoko srčno kulturo. Vi ste
Vi ste omenili, da so vam Čehi trgovine odprli. Ja, ne, odprte so imeli, ampak niso za nas odpirali. Ampak oni so imeli odprte trgovine. Samo Čehi so ven stopili iz trgovine, počakali, da so nas vse prestregli, ker so vedeli, da Čehi obveščali, da mi, ker ostanemo, ne vemo, koliko časa bo, da najbrž, da so to javno objavili in so Čehi čakali zunaj, niso šli domov, ali pa če jih je trčal, bom pa preznel trgovino. No in tako se je naše življenje nadaljevalo pa na Češkem. No mi smo šli pa naprej in proti, zdaj pa mejo se rekli, da je zaprta, da železnica ne dela, da ni transporta za Jugoslavije tukaj na Maribor, ko bi mogli iti na Maribor. Smo šli pa na Mađarsko, pa naprej proti Srbiji, Vojvodini. Tam smo šli v Subotici, so nas v Vojvodini sprejeli, no in tam smo malo to čakali, nekaj hrane smo dobili, potem pa šli na Zrenjanin. Potem smo pa šli iz Vojvodine proti Beogradu v Zemun. V Zemunu smo prespali po noč na Gmajnikar. Deko, ki smo imeli, smo zagradili pa na tistem prespali noč, sedaj je v sreči bilo lepo vreme, suho, ker je bilo sušno obdobje takrat na Beograd in od Beograda pa proti Zagrebu in v Slovenijo. Tako smo prišli domov na kresni dan 24. junija 1945. No in pa se je pa začelo, kaj domov je bilo vse opustošeni, tudi pri nas niso porušili, niso nič. Pohištvo so tudi nekaj odpeljali, tisto pa nekaj iskali po vasi, nekatere stvari smo dobili nazaj, nekatere ne, nekatere niso dobili nič. Ali je bila vaša hiša v vsem tem času prazna? Ne, je bila pa noter ena kočevarska družina, ker so se kočevari tam naselili. Pa nas je bila pa ena kočevarska družina, slika je ostala od družine. So bili pa oče, star oče, pa mama, pa 4 otroci. Majhen so se pisali. Majhen. Bilo so to žrtve, ker vsi niso radi šli, nekateri so pripravljeni, ampak te so končali in so sliko pustili, pa ker star oče ni šel, ker mlajši, torej družina, 4 otroci pa oče pa mat so odpeljali. Kako so končali, ne vem, nekateri so končali tudi, kot vem, v hrastniških rovih. No in tam iz Hrastnika pripovedal, kako je bilo, sicer je bil zelo tako, ampak je pa to svojo, rekel, to, ko je gledal, torej ti niso vojaki mučili, pospravili, pobili, ampak so dodali takem navdušenim vzhojevcem. To je, nisem videl še nekaj zapisano, ampak to je z tega področja. No in on, ko mi je to povedal, je bil star tam 4-5 let, ampak tudi si je to še spomnil, rekel, to so bili tako navdušeni, da so rad streljali, jasno, in pa so kar oni pobili starejše, ženske, otroke. Kočevarje? Ja, to je verjetno, kjerkoli, ker v Kočevarjih nobeden se ni oglasil od tistih. Tako, no in potem to težko življenje si nadaljevalo v 45-46. Brat je starejši je šel 46 bil mobiliziran k Knoj, do 49 na albanski meji, na postaji, ker je bilo tudi tisto izpremenjava, pa hodili so naši s propagando tudi nekako zdržovati, ker ti to mislil, da bojo se tudi kot ena dodatna republika tudi Albanije priključila, pa seveda to ni šlo, ker Albanci so mogli biti tudi samostojni. Čisto na kratko, tiste povojne razmere, pa potem šolanje, Krško, torej v sosednjo vas osnovno šolo sem imel 1,5 kilometra, v Krško sem imel pa 9 kilometrov približno. Ja.
Ste se vozili? Leto pa pol sem hodil, razen januar pa februar 46-47. V tem razdobju sem januarja pa februarja 47 v internatu, takrat sem skozi peš pa s kolesom, druge polovice pa s kolesom. In sosednje vasi so se še tri pridružili, tako da jaz sem imel dober kilometer do te sosednje vasi, potem naprej smo bili pa skupaj. Trije navadno hodili skupaj, tako da pač tako smo bili vsega navajeni in to ni bilo težko. Danes je pa sebi drugačen čas in nekomu nismo fovš, ampak marsikaj pa tudi ne veste, pa tudi po vojni recimo moj soseda, ki je tam z Gorjansk doma, je mogla tudi pešač, ker tudi pozneje, ki je mlajša, morala pešač tudi 5 km bi prišli do avtobusa. Pa sem do 49 leta tisto nižjo gimnazijo naredil, potem srednjo 49-53, tehnično v Ljubljani, potem pa sem bil v Litostroju zaposlen, samo takoj ponudbo, ker so tudi izbirali, rabi so. Torej tako, jaz 45 leta, pa sem se ne. Omenil sem že, kako smo se preživeli, da smo gozdov kostan nabirali. To smo pozimi imeli kot neko začimba, potem od nekaj sorodnikov smo dobili 2 mala prašička, tisti je bilo kot darilo in tisto, ko smo večkrat zaredili, je prišel aktivist. To se pravi, ne glede na to, da ste bili internirani? Nič ni pomagalo in to se šele poslije po 49 leta malo začelo spreminjati. No, torej, potem pa doma preživeli smo 45-46, šola je bila pač tašna, kakšna je bila, harmonika, petje, pa celo leto smo napisali mogoče 20-30 strani. Potem pa seminar, približno mesec pa pol te iztrajalo, učiteljica je bila, takrat nismo prej nikoli poznali, nikoli ne vem, kot je bila Prosenova, Prosenci pisala, od moža ime je bil tudi učitelj, ki smo se potem, z njim sem se srečal v Litostroju, smo si bila prijatelji odnosi, čeprav je on precej starejši. In veliko mojih sošolk iz nižje gimnazije je tudi šlo na učiteljišče, da bojo otročke pa pomagali socializem graditi, ker socializem je lepo beseda, če ga ne poznaš. Če pa doživljaš tisto praktično teorijo in praksa, to se pa zelo razlikuje, je pa ravno obratno. Jako kar tisti vic veste, ki sem ga tudi komunistov slišal, kako je ena punca odgovorila, zdaj, če je bila punca ali ne, je sam vic, ali pa to bilo res, kakšna je razlika med socializmom oziroma komunizmom in kapitalizmom. No in je to, kot bi izstrelilo, ja, kapitalizem je izkoriščenje človeka po človeku, komunizem je pa ravno obratno. No, zdaj pa razumi, namreč, no to je tudi pojasnilo recimo za tiste, ki še vedno upajo v komunizem. Komunizem je sicer lepa družba teoretično, tako družbo smo mi hoteli nekako graditi, ampak te družbe ni, to je vlodne, veste. In to sem jaz videl na izkušnjah, tudi doživel. Torej, v komunizem, ne da bi ga sovražil, jaz nisem sovraštvo nikoli videl, ampak sem smatral tako, da si moraš živeti in da moraš pridno delati, pač dokler bo taka družba, to so že v mojih mladih letih prišel do tega prepričanja in ko se bo enkrat izživel, bo pač propadlo in to se je zgodilo. Dobrih 30 let, recimo, ker je bilo boljši resnico zamočiti, kot je povedati, če je bila sporna. Ja, tako, srečo sem pa zelo veliko tudi borcev, veste, tudi prvoborcev. Tu ste po vojni z njimi se? Ja, po vojni z njimi srečo, veste, ker jasno, gledajte, tudi tisti, ki sem rekel, Ravbar, sekretar partije, pa so imeli sestanek za volitve, pa bilo za tistega Zagorca, ki je bil nacistično usmerjen pred vojno do 44 leta, pol je bil pa zvest sistemu in je sedel vse naredil, kar je mogel
tudi zapil si med drugim, ne, je pa gostilničarski sin, in so ga hoteli za zvezdnega poslanca, ne, in so ga tudi izglasovali, ne, in brat je bil tudi proti seveda, ampak potem na sestanku, ko so to obravnavali, brata ni bilo takrat zraven, mi je drug prevedal, je rekel ta sekretar, ja rekel, pol nazadnje so rekli, kaj, ljudje so rekli, a tega pijanca, tega nam ponoviti, on je samo tako odlagli je v pardeč pil. Pa on, so mu pa živci v gostilni rekel, ja, za njega smo se odločili in on bo izvoljen z vami ali pa brez vas. To je pa tisto maščevanje, sistem mora uspeti, ampak ne mora na neresnici, na izkoriščanju, noben sistem ne mora živeti. In sledi ali prej vsak sistem propade. Mora biti v družbi, predvsem v družbi, en naredjena morala, en etični odnosi, kot bi tebe rekli, ki mora človek tudi v sebi imeti, ne samo, da bo drugim prepovedal, kaj ne dela, je sam pa ravno v nasprotju, izkorišča druge in na račun drugih živi.